No, jaz bi pa vprašal nekaj gospoda Peterleta. Omenjali ste varnostne grožnje in mene zanima, kaj je po vašem osebnem mnenju danes in tudi v prihodnosti največja varnostna grožnja oziroma izziv za Slovenijo. Vedno so v politiki varnostna grožnja tisti, ki želijo svoje politične cilje uveljavljati na silo. Veliko jih poznamo iz zgodovine, iz tega pridejo vojne, okupacije, likvidacije in tako naprej. In Evropska zveza je tisti kontinent, ki propagira, promovira idejo tako imenovane mehke moči, soft power se reče po angleško. In v tem smo malce drugačni od nekaterih drugih, ki izrazito uporabljajo trdo moč in mi pravimo, mi delimo vrednote in načela, mi jih ne vsiljujemo. In vsi, ki so pristopili k Evropski zvezi, so prišli zraven vključno Slovenijo iz svobodne volje, zato ker so želeli deliti te vrednote, načela, pa tudi pravila, kot smo prej rekli. Recimo, vojna v Ukrajini je mnoge presenetila. Še enkrat bom rekel, da je to znotraj Evrope, da gre za konflikt med dvema slovanskima narodoma, ki govorita zelo podoben jezik, pa vendar je prišlo do velike razlike. In jaz mislim, da je pomembno, da mi ohranimo ta koncept, ta princip, da delimo zadeve, da jih ne vsiljujemo. Glejte, Slovenija je bila razdeljena v drugi svetovni vojni med 3 okupatorje. Nobenega ni več tukaj, mi smo še, ampak to je bil izrazit primer sile, recimo. Recimo, včeraj je ta Francoz govoril glede Krima, je rekel, dopuščam vprašanje o preselitvi Krima k Rusiji, je rekel, ampak ne na tak način. Če bi se pogovarjali, če bi šli malo v zgodovino in tako naprej. Je rekel, marsičem se da pogovarjati, ampak če gre pa na silo, pa to zavračamo. Tako da zdaj jaz bi težko rekel, kdo se bo jutri pojavil kot možni napadalec, ampak gledajte, imamo terorizem, danes imamo varnostne izzive drugačne, kot so bili včasih. In bom zdaj pa prestopil malce na drugo stran, bom rekel še tole, da največja nevarnost za Evropo in za njeno varnost je neenotnost, politična neenotnost. Jaz sem govoril z nekom z Portugalske, sem rekel, kako pa vas vznemirja vprašanje vojne v Ukrajini. Ko je rekel, za nas je to malo daleč. Ampak danes je vse skupaj zelo blizu. Ko nekje poči, imamo mi čez nekaj dni begunce in tako naprej. Skratka, mi moramo živeti s tem občutkom povezanosti in moramo delovati enotne. Enkrat bo enka glava bolela, enkrat bo koga drugega. Sredozemlje ni samo zadeva Francije, Ukrajina ni samo zadeva Poljske. In recimo, ni težko sestaviti evropske vojske. Mi imamo, sem včeraj srečal ljudi, ki so v tej skupni enoti. Problem je, kako se bomo odločili, zakaj bomo uporabili, kam bodo šli. In tukaj se opravičujem.